večer, moje ime je Jure Godler in gledate mednarodno izvedbo, da je ta teden z mano. Zakaj mednarodno? Ker se je v Sloveniji minuli teden bolj kot ne dogajalo samo tole. Če so se Slovenci za noč čarovnic spremenili v volkodlake in vampirje, so se nekateri slovenski kraji spremenili v Benetke, medtem ko so se dejanske Benetke spremenile v Atlantido. Nivo vode je tam namreč narasel za 1,5 metra, torej za dobrega kučana više kot ponavadi. Kar pa pregovorno veselih Italijanov ni niti malo zmotilo. Oblasti poročajo, da je bilo poplavljenih več kot 70% mesta, a to Italijanov seveda ni ustavilo, da se ne bi okrepčali s pravo italijansko pico. Šefe, ma kaj danes zapiramo la pizzeria? Ma che cosa, ma ti si stupido? Šank je nad vodo, kruh se napeče tudi in kar je najbolj važno, tudi blagajna. Ma ke? Posnetki natakarjev v gumijastih škornjih so nastali, ko je voda segala komar pol metra v višino. Ker je voda še naraščala, so popoldan stregli na napihljivih samorogih, zvečer pa v potapljaški opremi. Tudi v Sloveniji ni bilo veliko bolje. Posledice poplav še vedno odstranjujejo. Obrežje Drave pa si je po neurju ogledal tudi premier in ljubiteljski filozof Marjan Šarec. Ta je tokrat na terenu predstavil skrivnost sreče. Vedno je pri teh zadevah operativno-tehničnih treba imeti najbolj črn scenarij, vse, kar je boljše od tega, je potem samo še pozitivno. A ste si zapisali vsi tole? Marjan Šarec je človek, ki ne more biti nikoli razočaran. On se vsako jutro zbudi, vidi, da ni konec sveta in je prijetno presenečen. To je sicer fajn sistem, če si medvedek pu, malo manj priročen pa čez predsednik vlade. Gospod premier, voda nam je hišo odplavila pa avto. No, imate pa zdaj več prostora na parceli, torej je to pozitivno. Divje morje pa je prejšnji teden izpolnilo sanje vsakega srednješolca, ki je kdaj visel na bradlji več kot minuto, saj je z obale Umaga odplavilo slovenskega učitelja telovadbe. Ta je že veljal za pogrešenega, potem pa se je zgodilo tole. Jablanova je na odprto morje odneslo v zgornjem delu hrvaške Istre, nato ga je vso noč in ves naslednji dan nosilo in premetavalo čez širni Tržaški zaliv. Od hrvaškega pa do slovenskega morja in naprej v italijansko, vse do obale pri Sesljanu. Na kopno je prišel v slovenskem zamejstvu in sicer rešil se je na priljubljeno divjo nudistično plažo Costa dei Barbari. Pa to se sliši kot moj klasičen tork. Začneš piti v Umagu, končaš na nudistični plaži v Trstu. O učiteljevem deskarskem podvigu so imeli marsikaj povedati strokovnjaki za varnost. V takem vremenu nobeno domačinov ne bo šel razen na sprehod, niti pogledati, niti roke namočiti v morje. To vam je, če vam dam en primer, to je enako, kot če bi 2 dni nazaj v Tržiču šel kajakaš po Tržiški Bistrici. Nima nobene možnosti preživetja v takem neurju in to ne bi storil nihče. Tole je bila res ena velika neumnost. Ok, dobro, res je bilo malo neumno. Ampak, a si predstavljate, kakšen ponedeljek je imel ta človek danes, ko se je vrnil na gimnazijo med svoje dijake? On je heroj nepremišljenosti. On je najstnik v telesu postaranega najstnika. Baje v zbornici ne pomnijo toliko nasmejanih učitelj slovenščine, odkar je Amir iz 4. C poskušal sklanjati besedo dno. On je bolj seksi verzija Martina Strela, kar je sicer vsaka verzija Martina Strela, ampak veste, kva mislim. Je pa res, da gospod profesor več nikoli ne bo mogel tožiti svojim učencem za izgovore tipa pes mi je domačo nalogo pojedel. Ker kakšna je pa njegova zgodba? Goran, zakaj te ni bilo 25 ur? Zakaj? In zakaj si prišel domov nag? Baby lej, odpihnil me je v Umagu. Pa sem surfil do Trsta, pa sem pa pristal na nudistični plaži in sem se mogel slečiti. Se mi verjameš, ne? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!